Spoštovane poslušalke in poslušalci pred radijskimi sprejemniki, gledalke in gledalci na družabnih omrežjih, predvsem pa otroci, dober večer. Četrtek 19:45 in pred nami je zadnji septembrski pravljični večer v sklopu skupnega projekta prvega programa Radia Slovenija in A1 Slovenija, ki združuje sodobne pravljice in radijsko oddajo za otroke s 57-letno tradicijo. Legendarni slovenski igralci ob spremljavi vrhunskih glasbenikov v neposrednem radijskem in video prenosu pripovedujejo nove slovenske pravljice, ki otroke učijo o pomenu ponovne uporabe reči in odgovornega odnosa do okolja. Letošnji cikel pravljic za boljši jutri otroke spodbuja, da podarijo, popravijo, ustvarijo nekaj novega, ponovno uporabijo ali predelajo. V neposrednem radijskem prenosu jih lahko poslušate na prvem programu Radia Slovenija, na spletni strani prvi.rtvslo.si pa je na voljo tudi video prenos. Pravljice v živo prenašamo tudi na Facebook straneh A1 Slovenija in Prvega. Nocoj vas v pravljični svet vabimo s pravljico Damjane Kenda Husu Zaklad, odpad. Tu, poleg mene v radijskem studiu 26, so že pripravljeni dramska igralka Milena Zupančič ter pianistka Damjana Avšič in kontrabasist Janez Avšič. Pa vstopimo v pravljični svet. Dober večer, otroci. Poslušate Lahko nočnice v oddaji Lahko noč, otroci. Nocoj bom z največjim veseljem z vami jaz, ime mi je pa Milena. Skozi 5 mavričnih predorov, naravnost po nevidni cesti, čez 3 mostove in pol, nato pa takoj na desno in ste tam, v deželi Tupatambiji. Podobna je našim deželam, vendar je izmišljena in je zato v njej vse mogoče. Tam je vedno lepo vreme. Vmes pa točno ob določeni uri blag naliv, da napoji zemljo. Vsi Tupatambijci imajo veliko denarja, marljivo delajo, dobro zaslužijo in tudi na veliko zapravljajo. Raje kot na izlete v naravo, v gledališča ali kino, hodijo po nakupih v velikanske trgovine. Posebno veliko kupujejo otrokom, kar naprej jih obdarujejo z igračami, da jih imajo vedno preveč. In še preden se jih naveličajo, že dobijo nove. Stare, obrabljene in pokvarjene pa vržejo v zabojnike za igrače, ki jih odvažajo na mestni odpad. Razvrstijo jih na kovinske, plastične in cunjaste. Potem jih ločeno zmeljejo in razpošljejo tovarnam, da zmlete igrače predelajo v nove.
Njeni prijatelji so živeli v ulici z razgledom na mestni odpad. Pravzaprav se ga ni niti videlo. Skrit je bil za visoko živo mejo in za njo zavarovan z žično ograjo. Naokoli se je širil park z zelenicami, drevesi, griči s prehajališčem in krožno kolesarsko potjo. Do parka ni bilo daleč, še posebno s kolesi ne. Loti je s prijatelji tam včasih kolesarila, včasih so se zapodili na igrala, najraje pa so stikali po odlagališču igrač. Med skrivanjem so namreč nekega dne v ograji za živo mejo odkrili vrzel in se z nekaj praskami zrinili skoznjo. Potem so se skoraj vsak dan vračali in se zabavali. Mislili so, da so zviti in da jih nihče ne opazi, ko brskajo po kupih odpadnih igrač. Delavci, ki so na odpadu upravljali stroje ter skrbeli za odlagališča, pa so dobro vedeli, da so tam. Naj uživajo, so si dejali. Kakšno škodo pa lahko naredijo stvarem, ki so jih drugi zavrgli. Pazili so le, da se jim ne bi kaj zgodilo. Pogosto pa so jim med prebiranjem na vidno mesto nastavili kakšno posebej zanimivo ali dobro ohranjeno igračo. Loti je tik ob ograji, ko je zlezla skoznjo, našla punčko iz blaga in jo pokazala prijateljem. Te punčke so ročno izdelane in zelo drage, je navdušeno povedala. Vsaka ima drugačen obrazek. Kaj ni ljubka? Zdi se, kot da me gleda. Poglejte, kako žive so njene očke. Loti je punčko spravila v nahrbtnik, potem pa so se igrali mehanike. Popravljali so avtomobilčke in iz njih sestavljali nove po svojih zamislih. Kakšna čudesa so nastajala, marsikatera nova stvaritev je šla z njimi domov. Loti je punčko doma oprala in ji zakrpala malce strgano obleko. Čez čas ji je sešila veliko novih. Zvečer jo je preoblekla v spalno srajčko in jo vedno vzela s seboj v posteljo. Toliko lepih punčk imaš, zakaj ti je ravno ta cunjasta tako ljuba? Jo je nekega dne zvečer vprašal očka. Zato, ker sem ji rešila življenje in sva zdaj najboljši prijateljici. Tako mehka in prijazna je, stisnem jo k sebi in potem si izmišljava pravljice, dokler ne zaspiva. A hočeš, da poveš, da ti poveva kakšno tudi tebi? Očka je poklical še mamo in Loti je začela pripovedovati o zakladu odpadu. Kako otroci tam popravljajo stare igrače in iz njih ustvarjajo zanimivejše, ki jim burijo domišljijo in jim dajejo vedno nove zamisli za igro. Loti je zaspala ravno, ko je bilo najbolj napeto, ko je priletel velikanski zmaj in hotel ukrasti zaklad.
Očka in mamica sta bila seveda prepričana, da si je vse skupaj izmislila. Kmalu pa je vse več otrok iz vsega mesta začelo prihajati na odpad. Sčasoma so ga zaprli in na njem je nastala največja igralnica na svetu. Ves svet je postal Tupatambija, v kateri vsemu zavrženemu vrnejo življenje in staro postane spet novo. Imenitno, kaj ne? Kaj mislite? Slišali ste novo pravljico Damjane Kindahusu Zaklad odpad. Pričarali so nam jo dramska igralka Milena Zupančič ter pianistka Damjana Avšič in kontrabasist Janez Avšič. Tonska in video izvedba Grega Samar, Urban Gruden, Miha Oblak, Cole Moreti, Matjaž Šercelj, Jernej Pogačnik in Špela Šebenik. Napovedovalec Aleksandar Golja, režiserka Špela Krafogel, urednica oddaje Alja Verbole. Posnetek 5., zadnje pravljice iz novega cikla pravljic, ki otroke uči o pomenu ponovne uporabe reči in odgovornega odnosa do okolja, bo dostopen v našem arhivu in med podcasti oddaj Lahko noč otroci ter Lahko nočnice. Želimo vam prijeten večer še naprej, najmlajšim pa le še 3 čarobne besede. Lahko noč otroci.